želimo raziskovati bodisi pretekle, bodisi sodobne ljudsko-glasbene prakse, tega ne moremo narediti le iz svoje pisarne, ampak se moramo odpraviti med ljudi. Z lastnim opazovanjem in udeležbo v dogodkih ter pogovorih s sogovorniki lahko dokumentiramo in raziskujemo glasbeno izročilo izbranega prostora. Vsako terensko snemanje je enkraten dogodek, katerega vsebino narekuje več dejavnikov, ključna pa sta dva: raziskovalna tema in ljudje kot nosilci izročila. Od teh dveh dejavnikov je odvisno dokumentarno gradivo, ki ga dobimo na terenu. Lahko je to petje ali inštrumentalna izvedba, lahko pripoved, spomini na dogodke in podobno. Terensko delo mora biti načrtovano. Praviloma se raziskovalec vnaprej dogovori za srečanje s sogovorniki, tako imenovanimi informatorji, kar ponavadi vključuje zvočno, lahko pa tudi audiovizualno snemanje ter fotografiranje. Pri terenskem snemanju in dokumentiranju je potrebno izbrati kakovostno opremo, ki ustreza izbranemu terenskemu delu. Pred odhodom na teren je potrebno opremo dobro pregledati, se seznaniti z njo, se naučiti rokovati z njo in jo preizkusiti. Na terenu je potrebno uporabljati opremo in jo tudi postaviti v prostor, naprimer zunanje mikrofone, tako, da zajemajo čim bolj kakovosten zvok in sliko, hkrati pa ne motijo, ovirajo ali kakorkoli drugače omejujejo informatorje pri njihovem izvajanju. Kolikor je le mogoče, raziskovalec predvidi situacije, v katerih se lahko znajde na terenu. Te situacije so odvisne od prostora snemanja in njegove velikosti, od letnega časa, vremena in razpoložljive svetlobe v primeru, da snemanje poteka ponoči. Raziskovanje na terenu lahko poteka na različne načine. Navadno raziskovalec obišče posameznega sogovornika ali skupino, posname pesmi ali inštrumentalno glasbo in se z njimi pogovarja o tem. Takrat si raziskovalec vnaprej pripravi ključna vprašanja, ki ga bodo vodila skozi pogovor. Predvsem v zadnjem obdobju poteka terensko raziskovanje ljudske glasbe tudi kot soudeležba na različnih dogodkih, kjer se tovrstne prakse izvajajo neodvisno od raziskovalčevih vzpodbud. To pomeni, da raziskovalec dogajanje le dokumentira in opazuje ter vanj ne posega. Tako na primer lahko obišče gasilsko veselico, se udeleži pustnega sprevoda ali pa kulturnega dogodka, na katerem se z glasbo in plesom predstavljajo posamezniki ali skupine. V tem primeru je v središču zanimanja sam dogodek. Zaradi cenovne dostopnosti tehničnih aparatur in razmeroma enostavnega shranjevanja in prenosa podatkov je terensko snemanje danes precej enostavnejše, kot je bilo v preteklosti. Danes ni težko posneti glasbenega, pa tudi drugega gradiva, saj so na splošno ljudje navajeni snemalnih aparatur. Prav tako pa tudi navzočnost raziskovalcev ni taka posebnost kot nekoč. Kljub temu se mora raziskovalec zavedati, da je vsakršno terensko snemanje vstopanje v osebni prostor sogovornika, saj posega vanj z vprašanji o njegovi sedanjosti ali preteklosti, navadah, odnosih in podobnem. Šele z odgovori na tovrstna vprašanja lahko posneto glasbo in glasbene dogodke upnemo v razumevanje življenjskega vsakdana in praznika ljudi. Raziskovanje ljudske glasbe ne obsega le dokumentiranja na terenu, temveč je enako pomembno tudi ustrezno urejanje in hranjenje pridobljenega gradiva. Le primerno narejeni zvočni posnetki, ki jih spremlja ustrezna dokumentacija o načinu snemanja in postavitvi mikrofonov, so lahko dober vir za znanstvene raziskave. Posnetek sam po sebi še ni enoumen vir zvočnih informacij, ampak dobi svojo pravo vrednost šele s poznavanjem snemalnih okoliščin ter s potrebno spremno dokumentacijo. Ko se raziskovalec vrne s terenskega snemanja, sledi urejanje posnetkov. Najprej mora popisati vse novo pridobljeno gradivo. To pomeni, da zapišemo trajanje zvočnih in videoposnetkov, število fotografij in morebitnega drugega gradiva. Posneto gradivo je potrebno iz
terenskih naprav in formatov prenesti v arhivsko okolje, saj lahko le tako zagotovimo dolgoročno hrambo. Pri tem moramo zagotoviti, da prenesemo res vse posnete podatke, vključno z številnimi spremnimi podatki oziroma metapodatki. Danes je večina gradiva že na terenu posnetega v digitalnem okolju, kar lahko zelo olajša hiter prenos med napravami in formati, vendar moramo paziti, da pri migraciji vsebine ne pride do zapletov in s tem morebitnega izgube kakovosti posnetka. Prav tako kot popis gradiva sta pomembna tudi popis in skica tehnične opreme, ki je bila na snemanju uporabljena. Zapišemo vse uporabljene aparature, na primer snemalnik zvoka, fotoaparat, videokamero, vključno z oznako modela. Poleg tega skiciramo situacijo terenskega snemanja, skiciramo prostor, označimo položaj sogovornikov in raziskovalcev, položaj snemalnika, mikrofonov in drugih uporabljenih aparatur. V fazi, ko naredimo osnovni popis pridobljenega terenskega gradiva, sledi podrobnejše dokumentiranje. Da bi dobili vpogled v posneto gradivo, je treba narediti zapisnik, to je popis posnete vsebine, ki sledi časovnemu poteku snemanja. Zapisnik naj bo kar se da časovno in vsebinsko natančen in naj obsega naslov pesmi oziroma inštrumentalne skladbe ter vsaj v kratkem povzeto vsebino govora. Čim več podatkov zapišemo, v tem večjo pomoč bo zapisnik raziskovalcem in drugim uporabnikom gradiva. Inštitucije, ki se ukvarjajo z zbiranjem in raziskovanjem ljudske glasbe, nimajo v lasti le zvočnih enot, temveč tudi drugovrstno gradivo. Večji del tega gradiva predstavljajo rokopisne zbirke in zbirke fotografij, ki zahtevajo posebne pogoje za hrambo in za načine rokovanja. Da bi zagotovili obstojnost in dolgoročno hrambo, morajo biti v prostoru, kjer se zvočni posnetki in rokopisi hranijo, predpisane ravni temperature in vlage. Pisno gradivo je lahko osnovni vir podatkov za raziskave, lahko je pa dopolnilno gradivo, dopolnitev k vizualnim in zvočnim zapisom. Kadar zbiramo na terenu, največkrat pri zbiranju pesemskega in glasbenega gradiva naletimo na pesmarice. Te so lahko rokopisne ali tiskane. Gradivo je lahko raznovrstno in različno po obsegu. Kadar je enot gradiva več, govorimo o zbirkah. Zbirke, ko jih prinesemo s terena ali jih zberemo v arhivu, razvrščamo po sistematiki. Ta je v glavnem vezana na naša primarna strokovna področja, torej v našem primeru na folkloristiko. Znotraj širše sistematike pa imamo potem manjše podsisteme, kjer lahko gradivo urejamo na zelo različne načine, abecedno, kronološko, po tipu gradiva, na primer fotografije skupaj, pesmi skupaj, lahko tudi ločimo rokopisno in tiskano gradivo. Gradivo v zadnjih letih digitaliziramo. Digitalizacija gradiva pomeni, da naredimo s skenerji ali fotoaparati kopijo gradiva, ki se potem hrani v elektronski obliki. V preteklosti so kopije gradiva nastajale s prepisovanjem, kasneje s fotografiranjem in fotokopiranjem. Danes to opravimo z različnimi vrstami skenerjev. Digitalizacija gradiva je pomembna predvsem iz vidika ohranjanja gradiva. In sicer gradivo v digitalni kopiji se mnogokrat ohrani tudi takrat, kadar original več ni dostopen, seveda, če digitalne kopije pravilno hranimo. Je pa tudi lažje rokovanje z gradivom, saj vedno, kadar želimo zajemati iz gradiva, ni potrebno v roke prijemati originalov, zato so ti lažje hranjeni. Da bi raziskovalec lahko analiziral ali za objave uporabil posneto zvočno gradivo, ga mora transkribirati, to pomeni slišano glasbo zapisati v notni in slišano besedilo v črkovni sistem. Zasnova glasbene transkripcije je odvisna od njenega namena. Glasbena transkripcija, ki je namenjena znanstveni analizi, naj bo čim bolj natančna.
Glasbena analiza, ki je namenjena za znanstvene namene, mora upoštevati najmanjše ritmične, metrične in melodične podrobnosti. Seveda te podrobnosti zapišemo do take mere, kolikor jih uho še zazna in kolikor pač jih omogoča notni zapis. Če teh podrobnosti ne moremo zapisati z notnimi znaki, potem si pomagamo z drugimi grafičnimi znaki, recimo s puščicami, vijugami, kakšnimi črticami ali pa celo z besednimi komentarji. V primeru, ko je transkripcija namenjena splošni rabi, jo je treba prilagoditi uporabnikom. Na tak način transkribiramo gradivo za poljudne pesmarice. V primeru, da transkribiramo za poljudno pesmarico, mora biti ta transkripcija dovolj enostavna in razumljiva, da jo bo lahko nekdo, ki bo to gradivo, pesem ali melodijo poustvaril, dovolj razumljiva. Pri tem moramo biti pa vseeno pozorni na to, da ne zaobidemo kakšnih tonskih, melodičnih, ritmičnih ali metričnih posebnosti, ki so značilne za kakšno lokalno ali kakšno individualno ali pa celo kakšno regionalno posebnost v petju in načinu izvajanja. Podobna pravila glede doslednosti in poenostavitev pri transkribiranju veljajo tudi za besedilno transkripcijo. Transkriptor-tekstolog se prilagaja namenu transkripcije. Če gre za znanstveno objavo pesemskega gradiva, transkriptor izgovorjeno besedilo zapiše čim bolj natančno, pri poljudni objavi pa upošteva nekatere poenostavitve. Kljub poenostavitvam pa si moramo pri zapisu določenega narečja prizadevati za to, da z njimi ne zabrišemo njegovih najbolj prepoznavnih posebnosti. Pri zapisovanju posebnosti besedišča in oblikoslovnih značilnosti že dolgo velja, da mora zapis slediti besedilu, torej se besed ne spreminja. Razhajanja so se pojavila pri zapisu nekaterih glasov, kot na primer dvoglasnikov. Pri zapisovanju ljudskih pesmi so namreč transkriptorji upoštevali načelo, da je potrebno z zapisi glasoslovne podobe ohranjati čim večjo mero splošne razumljivosti. V zadnjem času pa zaradi vnovičnega poudarjanja regionalnih posebnosti tudi v zapisih za poljudne objave v večji meri upoštevamo glasoslovne značilnosti določenega narečja. Poljudne objave namreč pogosto ustvarjajo normo za vnovično oživljanje ljudskih pesmi, včasih pa celo za ohranjanje narečnih posebnosti. Terensko snemanje je ena od prvih stopenj, pogosto kar izhodišče posameznega raziskovalnega procesa. Po postopku arhiviranja in transkribiranja gradiva sledi analiza gradiva kot ena od metod raziskovalnega dela in spoznanja, ki jih objavljajo v svojih razpravah. So namreč rezultat kakovostno posnetega zvočnega in govorjenega gradiva ter analiza in sinteza le-tega. Če so bile priprave na terensko snemanje primerne in če je bilo posneto gradivo primerno dokumentirano in arhivirano, potem pa primerno dostopno sedanjim in prihodnjim raziskovalcem. Namreč gradiva, ki ni popisano, ne moramo iskati, ne najti, zato ostaja skrito pred raziskovalci in drugimi uporabniki. Posneto gradivo je praviloma dostopno v arhivskih zbirkah, vendar morajo uporabniki ob uporabi le-tega upoštevati pogoje uporabe. Namreč marsikateri del posnetega gradiva je osebne narave, zato je treba z njim ravnati previdno in upoštevati občutljivost osebnih podatkov in emotivnost izjav. Na terenu posneto gradivo ni mrtvo gradivo, temveč je v arhivih na voljo za raziskovanje in ponovno uporabo. Eden od namenov terenskega snemanja raziskovalcev ljudske glasbe je ta, da so ljudske pesmi, inštrumentalne melodije ter šege in navade povezane z glasbo,
na razpolago ne le raziskovalcem, temveč tudi drugim, naprimer ljubiteljskim preučevalcem ljudske glasbe, pevskim, inštrumentalnim in folklornim skupinam, skladateljem, pevskim zborom, popularno-glasbenim skupinam, ki črpajo znanje in navdih za svoje delo iz zakladnice ljudskega izročila. Ker se glasbeno izročilo ne prenaša več z generacije na generacijo, je ravno arhivsko gradivo tisto, ki pomaga spoznavati pretekle glasbene prakse in njihovo ponovno uporabo za sodobne dni. Saj je to naša skupna kulturna dediščina.